Dober dan, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in lepo pozdravljeni v oddaji Vroča tema v podkastu na spletnem portalu domovina.je. No, 9. junija bodo v Sloveniji potekale volitve v Evropski parlament. Po predlogu vlade pa je Državni zbor sprejel odločitev, da se bo na isti dan odločalo še o 3 posvetovalnih referendumih, ki jih je torej predlagala vlada. Eno izmed vprašanj pa bo povezano tudi z legalizacijo konoplje, sicer v Sloveniji prepovedane droge, ki je bila že leta 2017 nekako prekvalificirana v času vlade Mira Cerarja iz prve v drugo skupino, kar je pomenilo, da je bila konoplji v Sloveniji nekako priznana tudi medicinska uporabnost. Kaj pa bi odločali zdaj, torej čez slab mesec dni? Pa nekako še vedno v slovenski javnosti buri duhove. Vemo, da sta 2 opozicijski stranki, NSI in SDS, poskušali ta referendum zadržati, češ seveda, da je vsebinsko neprimeren. Ustavno sodišče je odločilo, da tega ne more preprečiti. Je pa nekako vprašanje glede legalizacije uporabe konoplje v Sloveniji razdelilo na 2 vprašanji. In sicer se bosta referendumski vprašanji glasili, ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene, in drugo vprašanje, ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo. Ali gre tukaj torej za rekreativno uporabnost konoplje? O tem in še več bomo seveda debatirali z našima gostoma, tako da sem v studio tokrat povabil odvetnika Gašparja Friškovca, sicer člana skupine The Talman Group, podjetje, ki se ukvarja že vrsto let z raziskovanjem konoplje, ste mednarodno podjetje, bil pa ste tudi govornik na mednarodni poslovni konferenci o uporabi konoplje, ki je bila na Bledu lani septembra, pa bo tudi letos. Dober dan. Hvala, dober dan. Naš sogovornik bo tudi Matej Košir, strokovnjak za področje preventive tveganega vedenja otrok in mladostnikov, sicer tudi vodja nevladne organizacije Utrip, ki se bo skupaj še s številnimi drugimi v okviru Združenja za kronične in nalezljive bolezni podala v to kampanjo proti, kot smo že prej omenjali, legalizaciji konoplje v Sloveniji. In predlagam, da najprej vendarle začnemo čisto z pravnega vidika z vprašanjem, ali so Slovenke in Slovenci že dovolj seznanjeni s tem, da bodo lahko 9. junija odločali o 2 referendumskih vprašanjih. Torej, o čem bomo mi sploh odločali? Ustavno sodišče je vprašanje razdelilo na 2 dela, torej ali naj se nekako prideluje konoplja v Sloveniji v medicinske namene in za omejeno osebno rabo. Problem je tudi v tem, ker to zdaj nekako opozarja medicinska stroka, mi konopljo v medicinske namene v Sloveniji že lahko uporabljamo vrsto let. Gospod Friškovec. Ja, hvala lepa. Zdaj, morda samo toliko popravek, ni bilo Ustavno sodišče tisto, ki je razdelilo na 2 vprašanji. To je bila odločitev, Državnega zbora oziroma vlade. Je pa res, odločali bomo o enem vprašanju, ki zadeva gojenje in predelavo medicinske konoplje, in drugo, ki obravnava v bistvu predelavo in gojenje konoplje v omejeno osebno rabo. Zdaj, v Sloveniji imamo po črki zakona dopustno oziroma urejeno dostopnost do zdravil s kanabinoidi. Kaj pa ni urejeno, je pa gojenje in predelava medicinske konoplje oziroma konoplje, ki se uporablja v medicinske namene. Poenostavljeno povedano, to pomeni, da vsi izdelki oziroma vsa zdravila s kanabinoidi, ki se v Sloveniji trenutno predpisujejo, prihajajo iz uvoza, ker v Sloveniji pridelava tega zaenkrat ni urejena. Govori se tudi, da gre za sintetiko, ne? Ja, to se pravi, večino zdravil, ki so trenutno dostopna, so tako imenovane sintetični kanabinoidi. Tukaj so zdaj, bom rekel, potem v medicinski stroki pogosto, da so sintetični, lažji za izdelavo, seveda farmacevtske industrije so temu bolj naklonjene. Po drugi strani je pa veliko zdravstvenih stanj, kjer so te tako imenovani polnospektralni izdelki iz konoplje oziroma kanabidov bolj primerni za zdravljenje. To se potem predpisuje kot tako imenovana magistralna zdravila, ki jih posebej pripravijo v lekarni.
Težava je pa morda v tem, da je, tako kot sem rekel, je sicer zadeva urejena, vendar v praksi ne deluje. Težava je predvsem tukaj zaradi stališča agencij, ki so pri nas, predvsem JAZMP, ki pravi, da je pri nas dovoljena uporaba zdravil s kanabinoidi oziroma predpisovanje samo za tista bolezenska stanja, za katere imamo smernice. In te imamo trenutno v bistvu samo za obravnavo terminalno bolnih rakavih bolnikov, drugih smernic pri nas ni pripravljenih. V pripravi so zdaj smernice za obravnavo v pediatriji. Torej, gospod Friškovec, samo še tole, da razčistiva, ne? Vi zdaj govorite o referendumskem vprašanju, če naj se na ozemlju Slovenije dopusti predelovanje konoplje v medicinske namene. Zdaj ste pojasnili, tega pri nas ni, mi za medicinske namene konoplje uvažamo. Drugo vprašanje pa se vendarle glasi, ali naj dopustimo gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo. Kaj to pomeni? Da bomo doma lahko kadili travo? Morda je vprašanje nekoliko res nejasno, predvsem v delu, kaj pomeni zdaj omejena osebna raba. Bi si pa upal trditi oziroma ugibati, da je morda zakonodajalec želel povedati to, kar je pred dobrim mesecem sprejela Nemčija, se pravi to, da lahko vsak posameznik ima doma 3 rastline in v posesti neko določeno količino posušene konoplje, da je bilo to morda tisto, kar so želeli vprašati ljudi, ali se s tem strinjajo, in se morda vprašanje izpadlo nekoliko neposrečeno. In zakaj vi ti 2 vprašanje podpirate? Prvo vprašanje mislim, da nekako ne bi smelo biti posebne debate. Prav je, da omogočimo gojenje in pridelavo v Sloveniji, tako iz vidika, bom rekel, samih finančnih učinkov, podpore gospodarstvu in konec koncev, ker imamo v Sloveniji odlične znanstvenike, ki se s tem ukvarjajo, tudi za gojenjem medicinske konoplje, ki jo pa potem po opravljenih raziskavah morajo zavreči oziroma dati v uničenje, namesto da bi se ta uporabila za zdravljenje bolnikov. Drugo vprašanje je pa po moji oceni pomembno zato, ker če bi se dostopnost do konoplje regulirala. Se pravi, ne govorimo o tem, da bi bila zadeva prosto dostopna, govorimo o tem, da bi se reguliral dostop. A bi bila zdaj to prodaja v lekarnah, v posebno določenih trgovinah, bi na ta način, po moje, omejili črni trg, s tem zaščitili tako mladino kot ostale uporabnike, ker bi se jim zagotovil nek varen proizvod, brez primesi, nekih težkih kovin, ki prihajajo iz črnega trga. In na ta način bi, po moje, bilo za družbo in za javno zdravje bolje poskrbljeno. Dobro, gospod Košir, zdaj tukaj smo slišali, nekako se zdi, da je ideja slovenske vlade prišla iz Nemčije, kjer so predstavili svoj načrt legalizacije, sicer zdaj so nekoliko vendarle zaostrili to zakonodajo, ki je bila sprejeta 1. aprila. Bilo je nekako najprej sprva mišljeno, da bo konoplja še bolj lahko dostopna v Nemčiji, pa vendarle vi ste vseeno naslovili odprto pismo Evropski komisiji, številne nevladne organizacije z cele Evrope, češ, da Nemčija krši zakonodajo Evropske unije in globalna prizadevanja za preprečevanje ali zmanjšanje škode povezane z drogami, in vi pravite, to je smer, v katero gre s temi vprašanji tudi Slovenija. Zakaj nam lahko pojasnite? V bistvu prvotni načrti Nemčije so bili bistveno ambicioznejši, so želeli dejansko legalizirati, skoraj popolno legalizirati konopljo, tudi v koalicijskih pogovorih, ko so sestavljali vlado, je bila to ena od političnih točk, kjer so se uskladili in imeli namen legalizirati konopljo dosti širše, kot se je to zgodilo. Ampak, ker je Evropa oziroma Evropska unija enotni trg, veljajo neka pravila, saj recimo šengenski sporazum glede prostega pretoka ljudi in kapitala, in so v bistvu se določene države ustrašile oziroma uprle temu, da bi Nemčija sprejela takšno zakonodajo, kar bi pomenilo, da bi to blago, se pravi ta konoplja, ki bi se prosto prodajala v Nemčiji, lahko prevažala oziroma prenašala v druge države, predvsem v sosednje države. In tukaj je bila v bistvu skrb Slovenije tudi na mestu, ker Nemčija ni ravno daleč od Slovenije. In z tega vidika smo v bistvu ne samo slovenske nevladne organizacije, tudi druge iz cele Evrope, veliko nas je na tem seznamu, pač apelirali na Evropsko komisijo, da te procese zavre, da enostavno Nemčiji pove, da
ta njihov namen spremembe zakonodaje lahko vpliva tudi na druge države, ki imajo drugačno ureditev. Zdaj, marsikdo se sprašuje, a ni že Nizozemska tista, ki dovoljuje uporabo konoplje? Ne, mislim, zelo veliko je, kako bi temu rekel, napačnih informacij in prepričanj o tem, kakšna je zakonodaja na Nizozemskem. Po mojem vedenju in tudi v komunikaciji z nizozemskimi strokovnjaki bi jaz nizozemsko zakonodajo bolj označil kot getoizacijo uporabnikov konoplje v neke coffee shope, ker na Nizozemskem v javnosti, na trgu, na ulicah ni dovoljena raba konoplje. Ne moreš ti kar se sprehajati po Amsterdamu in kaditi joint, to je v nasprotju zakonodajo. Ampak jaz sem bil v Amsterdamu in sem to videl in vohal. Ja, absolutno je stvar, da to seveda bolj tolerirajo kot morda v neki drugi državi. Verjetno je drugače kot v Varšavi ali pa v Budimpešti oziroma v kakšni drugi prestolnici, da so se odločili za bolj pragmatičen, toleranten način oziroma politike, odnos do konoplje, ampak zakonsko pa ni legalna, da bi zdaj rekel, da je pa povsod na Nizozemskem to možno prosto uporabiti. No, zdaj, če se pač vrneva k tema dvema vprašanjama, ki boste na referendumu. Ja, načeloma mi ne nasprotujemo boljši ureditvi na področju medicinske konoplje. Tudi smiselno je zagotoviti predelavo v Sloveniji, bližje tržišču, ker verjetno predvidevamo, da bo medicinska raba konoplje v Sloveniji tudi šla naprej in se razširila, oziroma bojo zdravniki več predpisovali. Ampak, veste, to je tako, nekateri ljudje si predstavljajo, da bo to nekdo posadil na njivi in prosto prodajal tistim, ki so zainteresirani, oziroma je regulativa v tistih državah, kjer je to resno urejeno, tudi Nizozemska je ena od takih držav, je, da podelijo koncesijo resnim podjetjem, ki se ukvarjajo s tem področjem, imajo reference mednarodne na tem področju, znajo to početi na primeren način, vzgajati to konopljo pod točno določenimi pogoji, vlago, temperaturo v nekem rastlinjaku, ki izgleda kot laboratorij, da se vedno konstantno zagotavlja enak standard končnega produkta in imeti koncesijo države. Država to je edina pristojna oziroma po zakonu določena, da to odkupuje, nadzira in razdeljuje tistim, ki potem to distribuirajo naprej pacientom in bolnišnicam oziroma zdravnikom. To so večinoma lekarne. Tako da v takem kontekstu, po takimi pogoji, kjer to javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke redno nadzira, kjer so zadoščeni standardi, enaki standardi kot za druga zdravila, ki so zelo visoki, pod takimi pogoji smo absolutno za to, da se izboljša stanje in... Ja, ampak zakaj so te kampanji zdaj proti? Kar se tega vprašanja tiče, načeloma niti nismo proti, vedno so možne boljše zakonske rešitve in v tem kontekstu nas bolj skrbi, da ne bi to ljudje razumeli kot, da lahko zdaj vsak, ki zna, ne vem, gojiti rože, lahko posadil konopljo in jo na prostem trgu prodajal v medicinske namene. Gospod Friškovič. Nihče ne more trditi, da je lahko joint zdravilo. To je edina skrb na naši strani in tudi vprašanje, tudi razlaga tega vprašanja ni dovolj jasna, da bi mi vedeli, v kaj se v smislu tega vprašanja spuščamo na referendum. Ja, gospod Friškovec, a torej ljudje vedo dovolj? Zdaj, govora je tudi o različnih negativnih posledicah, ki so jih doživeli narodi, ki so šli v nekako legalizacijo konoplje, nekako nevladne organizacije opozarjajo, da na to kažejo primeri iz posameznih zveznih držav ZDA, pa z Kanade. Kako na to odgovarjate? Ja, zdaj, kar se tiče, ali ljudje vejo dovolj, si upam trditi, da verjetno res ne. Tako kot je že moj sogovornik povedal že o samem načinu medicinske rabe konoplje, mislim, da povprečen Slovenec verjetno misli, da gre za konzumacijo konoplje preko kajenja, kar je seveda daleč od resnice. Tukaj so
razna olja, tinkture, obliži, svečke, mislim, cel kup načinov, kako se daje. Verjetno smo vsi že slišali, da se uporablja za recimo zdravljenje najtežjih oblik epilepsije pri otrocih, tam, kjer drugi antiepileptiki ne delujejo, in nam je verjetno jasno, da otroci ne kadijo jointa, ne, da so tukaj drugi načini aplikacije. Kar se tiče pa izkušenj iz drugih držav, omenili ste recimo Združene države Amerike in Kanade, študije niso tako, rekel, enoznačne. Jaz sem ravno včeraj zasledil eno iz 24. aprila letošnjega leta, ki je bila nekako najobsežnejša in ta je kazala, da neke povečane, zlasti pri adolescentih, pri mladostnikih porabe ni bilo. Je pa morda tudi treba omeniti, da primerjava z Ameriko in Kanado ni najbolj primerna, ker ureditev, kot se poteka v Evropski uniji, v različnih državah, recimo Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Malta, Švica, sicer ni v EU, ampak na področju Evrope, so drugačne, kot so v Združenih državah in Kanadi, tudi zaradi evropske zakonodaje, ki je bolj stroga v primerjavi z ameriško, kjer je samo konvencije Združenih narodov, nas pa dodatno zavezuje še že omenjen šengenski sporazum, okvirni sporazum točen in je zato drugače. In iz teh držav, ki so pa v Evropi uredili, recimo Švica je začela z pilotnimi projekti pred, mislim, 3 leti, Malta, mislim, tudi pred 2 ali 3 leti z temi klubi, kjer lahko ljudje dostopajo, pa podatkov o negativnih posledicah ni, oziroma jih nismo dobili, tako da morda se tudi po teh državah zaobrniti pa pogledati, a so res te negativne posledice take, kot se v njih govori iz nekaterih drugih virov. No, gospod Košir, vi pa v pismu Evropske komisije opozarjate ravno na to, da pač v državah, kjer je prišlo do legalizacije konoplje, da vidijo negativne učinke. Vi omenjate ZDA in Kanado, češ da črni trg ni izginil in da je med mladostniki število zastrupitev z konopljo naraslo. Ja, ta argument, da se med mladostniki, se pravi med mladoletnimi, ni povečala raba konoplje oziroma da je prevalenca stabilna, to je pa tudi edini podatek, na katerega se zagovorniki legalizacije obešajo, ker je edini, ki v bistvu govori njim v prid. Vsi ostali govorijo nasprotno. Zlasti recimo v tistih ameriških državah, zveznih državah, kjer so legalizirali konopljo za osebno rabo oziroma za psihoaktivno rabo, tam se je zelo povečalo število primerov duševnih motenj. Sploh psihoza je zelo izpostavljena v različni literaturi. Tako da veliko je tudi zastrupitev, se pravi prekomernih odmerkov zaradi zelo visoke vsebnosti THC-ja, tudi do 99% THC-ja je v določenih. Če to primerjamo pred 5-10 leti, je bila vsebnost THC-ja bistveno nižja. Woodstock trava, recimo tako imenovane, tam od 3 do 5%, tudi povprečje recimo trave, ki se kadi danes v Evropi, je tam, bom rekel, maksimalno 20 do 30%, s tem, da na teh trgih, kjer so pa konopljo legalizirali, je pa to šlo v nebo. To so pa odstotki oziroma deleži THC-ja do 99% in tudi zaradi tako visoke vsebnosti THC-ja so tudi toliko veliki problemi na področju duševnega zdravja, zastrupitev, tudi med otroki in mladostniki, ne glede na to, da je trg reguliran in naj ne bi bila ta droga dostopna mladoletnim. Potem se je povečalo absolutno tudi število prometnih nesreč pod vplivom konoplje. Potem imamo povečano število primerov uporabe in tudi zastrupitve s konopljo pri nosečnicah, ker te prodajalne, ki prodajajo in tržijo te produkte, tudi promovirajo produkte med nosečnicami, kar je, bom rekel, po mojem osebnem prepričanju kriminal. In ogromno je nekih indikacij, ki kažejo na to, da smer legalizacije ni tista, ki bi zaščitila javno zdravje in zaščitila otroke in mladostnike. Še nekaj bi recimo omenil, zelo pogost argument zagovornikov legalizacije, da bi se s tem omejili ali pa preprečili črni trg. To ni res. Z izjemo Kanade, kjer določeni podatki kažejo na stabilizacijo črnega trga, je recimo v Oregonu prišlo do podvojitve črnega trga.
Pa tudi recimo logično je, ne, da ljudje, ki so se prej ukvarjali s preprodajo konoplje, to so razne kriminalne združbe, niso ravno navdušene nad tem, da bi se registrirale in plačevale davke državi. Ne. Do tega ni prišlo. Ne. Tako da te kriminalne družbe so ostale na črnem trgu, so se prilagodile novi situaciji, imajo pač pretežno novo ciljno populacijo, drugo ciljno populacijo, tisti, ki ne vstopajo na legalni trg, kjer so cene verjetno višje. In predvsem pri marginaliziranih skupinah je še vedno črni trg tisti, ki je glavni za dostopnost. Zakaj potem vi, gospod Friškovec, menite, da bi legalizacija konoplje omejila črni trg? Ja, po moji oceni predvsem zato, ker ne gre morda za legalizacijo tem, kar je v klasični predstavi posameznika, to se pravi, da je zadeva prosto dostopna, da grem jaz v Mercator in kupim, tako kot lahko kupim steklenico vina, da bi lahko kupil izdelke iz konoplje. Bi šlo za regulacijo trga, kjer bi bilo, to se pravi, striktno predpisano, da je zadeva dostopna starejšim od 18 let, da gre za izdelke s preverjenim poreklom, to se pravi, da se točno ve, kakšna je vsebnost teh izdelkov, ker težava črnega trga je predvsem v tem, da ne veš, kaj dobiš. Se pravi, tukaj so razni sintetični kanabinoidi gor, tukaj so izdelki, ki so jim dodani druge sintetične droge, ne veš, kaj dobiš. Če bi šlo za reguliran trg, veš, kakšne izdelke in bi lahko uporabnikom omogočil varnejši izdelek. Drugo je, na črnem trgu se prodaja komorkoli ima sredstva. Zdaj to 12-13 letnik, imaš denar, dobiš izdelek. Pri regulirani prodaji tega ni. Se pravi, če je to v okviru neke lekarne ali druge take prodajalne, pokažeš osebno izkaznico, si starejši od 18 let in zato bi se črni trg zmanjšal. Vedeti pa moramo, da bom rekel, prohibicija taka, kot jo imamo trenutno, kot jo ima kar nekaj držav po svetu, evidentno ne deluje. Konoplja je prepovedana že vsej skoraj 90 let, odkar je bil v Ameriki prvič sprejet zakon o davčni obravnavi konoplje, ki je prepovedal porabo, je prepovedana. Potem so bile konvencije Združenih narodov leta 1961, so države sprejele zakonodajo. Vse študije iz katerekoli, bom rekel, države po svetu pa kažejo, da je konoplja daleč najbolj uporabljena prepovedana droga. Raziskave, ki so jih pri nas delali, mislim, da NIJZ in JAZMP med mladimi, so mladi povedali, da lahko, mislim, da v roku 1 ali 2 ur praktično vsak od njih pride do konoplje. Kar pomeni, da prohibicija evidentno ne deluje. In bi mogli narediti drug pristop, in to je, da bi se zadeva regulirala, da bi se omejila prodaja, oziroma da bi se točno določilo, kdo lahko do tega dostopa, s tem bi se črni trg zmanjšal, ker jaz mislim, da je veliko uporabnikov, ki bi raje kupovali preverjen izdelek, varni izdelek, za katerega bi vedeli, da ga lahko legalno pridobijo, in to seveda črni trg zmanjša. Pa tudi, če sprejmemo, bom rekel, argument kolega, da regulacija ne bi imela nobenega vpliva na črni trg, bi bilo pozitivno kaj? Za tega potrošnika oziroma tega uporabnika konoplje, ki bi šel kupiti izdelek v lekarno, bi za njega zagotovili, da je dobil varni izdelek, da v njem ni nekih težkih kovin, da ni drugih nečistoč, ki bi na njega negativno vplivale. Jaz sem pred časom govoril z profesorom Neubauerjem iz pediatrične klinike, kjer uporabljajo za zdravljenje najtežjih oblik epilepsije, in mi je povedal primer, ko je bila konoplja, ki jo uvažamo za zdravljenje pacientov, je bila večino iz Makedonije. Potem so pa ugotovili pri naši agenciji za zdravila in medicinske pripomočke, da konoplja ne izpolnjuje nekih pogojev za uvoz v Evropsko unijo, in so ta uvoz ustavili. In so se te starši otrok naenkrat znašli brez teh izdelkov in so bili prisiljeni iti na črni trg. Jaz jih razumem, imel si neki izdelek, ki je otroku pomagal, in mi je povedal profesor Neubauer, je rekel, vse, kar sem jaz lahko naredil, da sem starše prosil, dajte mi prosim ta izdelek, kaj je bilo. Je rekel, smo ga poslali na inštitut Jožef Štefan v analizo, to je bilo ogromno nekih nečistoč in drugih škodljivih stvari noter, ki bi jih starši tem otrokom dali. Zato pravim, treba je regulirati trg, da bi se omogočili tako v medicinsko, kot konec koncev za druge ljudi, ki želijo to uporabljati, da bi se jim omogočili varni izdelki. Na ta način bi se zaščitili javno zdravje. Ja, gospod Košir, vi pa pravite, ne, da dve drogi, ki pa nekako sta uzakonjeni, da sta v prosti uporabi, govorimo seveda o tobaku in alkoholu, pa nekako ta sistemska ureditev ni prinesla napredka z vidika
da bi bili mladostniki odrezani od teh dveh drog. Ne? In tudi zelo enostavno pride do njih prav tako pol ure, če je treba. Ne? Dajmo še enkrat to razčistiti. Tle se je spet pojavila ena nejasnost. Kar se tiče medicinske rabe konoplje, absolutno je treba trg regulirati na tak način, kot je reguliran za ostala zdravila. Da so tudi ti izdelki, ki so potrjena, registrirana zdravila, dostopna komurkoli rabi za medicinske namene. Mi se o črnem trgu, kot sem jaz razumel vprašanje, ne pogovarjamo več v tem kontekstu, ampak v kontekstu neke osebne, psihoaktivne rabe konoplje. Tako da v tem smislu žal podatki iz tistih jurisdikcij, kjer so šli v ohlapnejšo regulacijo oziroma zakonodajo z področja konoplje, kažejo ravno nasprotno. Se pravi, omenil sem že Oregon, kjer se je podvojila, se pravi, se črni trg s konopljo podvojil, oziroma več kot podvojil, več kot 200% je narastel črni trg, odkar je... Pa kaj nam pri vprašanju legalizacije konoplje kaže ta alkohol in to? Ja, tukaj gre za en paradoks, ker mi zelo pogosto pozabljamo, da v bistvu sta v Sloveniji globalno gledano najbolj razširjeni, najbolj problematični drogi ravno alkohol in tobak, ki sta regulirani, dostopni in imamo bistveno več težav z njima, kot s katerokoli drugo prepovedano drogo. Ta konoplja se zelo pogosto izpostavlja kot neka huda težava, ampak pač podatki in prevalenca kažejo, da se še bistveno manj uporablja med otroki in mladostniki in med odraslo populacijo, kot se uporablja alkohol in tobak, ki sta dostopna, regulirana in se jih da kupiti v trgovini. Tako da je vedno potrebno vse te politične rešitve oziroma ideje, razprave o legalizaciji tretje droge vzeti v kontekst in zraven upoštevati, kaj se je pa zgodilo v zadnjih desetletjih in več z alkoholom. V Sloveniji smo zasičeni s težavami z alkoholom, tudi s tobakom. Zelo veliko težav imamo s tem. Prevalenca, kar se prepovedanih drog tiče, tudi konoplje, je še vedno relativno obvladljiva. Še ni šla do te mere, da bi lahko govorili o nekih problemih, ki so primerljivi z alkoholom in tobakom. In po drugi strani, če pogledamo države, tudi Slovenija, sprejela pred kratkim strožjo zakonodajo na področju tobaka. Zakaj gremo recimo pri tobaku in alkoholu v nasprotno smer? Se zavedamo težav, omejujemo, sprejemamo strožjo zakonodajo zato, da bi omejili dostopnost in težave. Na drugi strani je pa paradoks ta, da pa pri konoplji imamo pa to prepričanje, da bo pa, če bomo pa konopljo legalizirali oziroma razširili dostopnost, rešili problem s konopljo. Tukaj je en zelo velik paradoks, ker enostavno podatki v praksi z držav, ki so šle v legalizacijo konoplje in naša realnost z alkoholom in tobakom, tukaj podatki in logika ne gresta skupaj. Ja, jaz bi morda tukaj samo to odgovoril. Jaz se strinjam z vami, kar ste povedali, ampak če dobro razmislite o tem, kaj ste govorili, to se pravi, ja, zakonodaja se zastrožuje, recimo predvsem glede tobačnih izdelkov, vendar ne v smeri prepovedanosti za vsakogar. Se pravi, omejujemo dostopnost za mladoletnike in predpisujemo vsebnost recimo škodljivih učinkovin, raznih teh okusov in tako naprej. Se pravi, in to je seveda tudi smer, ki bi bilo potrebno sprejeti za konopljo. To se pravi, regulirati trg, kjer bi se določili, kdo lahko dostopa, tako kot za tobak in alkohol, to se pravi, polnoletniki, kaj je lahko noter, da ne bi bile razne sintetične učinkovine, da razne nečistoče, ki se danes pojavljajo na črnem trgu. Se pravi, to so stvari, ki bi pomagale pri tem, da bi se zagotovili za uporabnike bolj varen izdelek. Ker in primerjava, bom rekel, alkohola in tobaka z konopljo je morda nekoliko neposrečna, tudi zato, ker povsem zgodovinsko gledano v zavesti posameznikov uporaba tobaka in alkohola, če samo gledamo skozi filmsko industrijo in vse, to je bilo ves čas spodbujeno, je bilo nekaj normalnega in je normalno, da je uporaba toliko večja. Ni uporaba večja zaradi, bom rekel, lažje dostopnosti, ampak zato, ker je, sam pogledajte recimo malo našo glasbeno industrijo, vsaka tretja pesem ima alkohol. Mi imamo konec koncev Slovenci Zdravljico kot narodno himno. Se pravi, alkohol in tobak so, pa ne samo Slovenci, seveda ljudem nekako bolj sprejemljivi v zavesti, tako da jaz mislim, da ni težava to, da ni prepovedan alkohol pa tobak zaradi
zakaj je večja uporaba, ampak to, da je že toliko časa razširjeno. Kaj pa morda je za upoštevati? Študije kaže, da se je poraba alkohola med mladimi v zadnjih letih upada in jaz mislim, da je to... Ampak narašča pa konzumacija marihuane. Ampak še vedno po deležu je bistveno več rabe alkohola kot prepovedanih drog. Tako drži, ampak jaz mislim, da je posledica malo tudi to, da je bil sprejet takrat tisti tako imenovan Kebrov zakon, ki je omejil tako časovno, do 9 ali do 10 ure, dokdaj se lahko prodaja alkohol in starost. Ja, študija je pokazala sicer, da prvih nekaj let razlike v konzumaciji alkohola ni bilo, potem pa je to vendarle pričelo padati. Tako, to se pravi, potem je prišlo do tega, ker vedeti morate, da recimo takoj na začetku, ko je prišel v veljavo ta zakon, da mladoletniki kar naenkrat niso mogli več dostopati do alkohola, smo se v bistvu pojavili, oziroma lahko opazili pojav tako imenovan črnega trga. To recimo v Ljubljani, tisti, ki smo bili takrat mlajši, so to delo upravljali taksisti. To se pravi, taksist, ki te pelje na zabavo, ti je iz prtljažnika prodal tudi še alkohol, ker ga recimo v trgovini nisi mogel več kupiti, ker si bil ali premlad, ali pa ker je bilo že ali pa ga je za tebe kupil 18 po 9 ur, ali ga je za tebe kupil 18-letnika. In drugo, kar je bilo, zakaj je na začetku poraba se celo povečala, ker mladi so pri tem šli v trgovino, kupili eno steklenico, zdaj bilo to ali vina ali vodke, jo začeli konzumirati in so videli, kako se je zabava odvijala, a smo kupili še eno potem ali ne. Zdaj, ker so pa vedeli, da lahko samo do 9 ure, so pa takoj kupili 2 in zdaj, če smo že 2 kupili, pa seveda pa treba pa 2 tudi popiti, in zato je na začetku tudi naraslo. Potem je pa seveda zadeva začela upadati, ker je tudi v zavesti mladih, tudi skozi preventivo izobraževanje, kjer se jaz absolutno strinjam, da bi mogli povečati izobraževanje na teh področjih, prišli v zavest mladih, da alkohol je škodljiv, da lahko zloraba alkohola vodi do negativnih posledic, tako kot seveda katerekoli druge droge. Ampak vendarle, tukaj zdaj mi govorimo o padcu popularnosti alkohola med mladimi, narašča pa, kot že rečeno, uporaba prepovedanih drog, med njimi konoplje in število zastrupitev in duševnih težav, to govorijo tudi številni slovenski psihiatri, psihologi, se veča. Ja, to je logično po eni strani. V vseh državah, kjer je v bistvu se prišlo do ohlapnejše, ne samo zakonodaje, tudi razprave v medijih in v splošni javnosti, do ohlapnejše, bom rekel, razprave o teh vprašanjih, ko se je recimo percepcija, se pravi zaznavanje nevarnosti teh drog zmanjšala, oziroma da so začeli mlajši odrasli to zaznavati kot manj nevarno substanco, se je tudi prevalenca povečala, se pravi razširjenost uporabe droge. Se pravi, tudi to je iz preventivne znanosti dosti znan dejavnik tveganja, da če se percepcija, se pravi zaznavanje nevarnosti neke substance spremeni oziroma zmanjša, se poveča prevalenca. To je v bistvu pač premo sorazmerno, je med sabo povezano. Ampak če se vrnemo nazaj mogoče na črni trg, se mi zdi pomembno tudi povedati, tukaj moramo upoštevati ekonomsko logiko. Čim mi z legalizacijo, z odprtjem tržišča za podjetja, ki bodo te produkte proizvajala oziroma tržila in jih prodajala, se moramo zavedati, da so ta podjetja zavezana oziroma želijo ustvarjati dobiček. Želijo imeti nekaj od tega in naredijo vse, da prodajo čim več teh produktov. Kar pomeni, da tudi če so omejitve, naredijo vse preko sofisticiranih oblik komuniciranja, marketinga, preko filmske glasbene industrije in tako naprej, niti ni nujno, da je regulativa temu naklonjena, ampak delajo z ogromno s prikritimi aktivnostmi, da povečajo profit in ne nazadnje, tudi pri alkoholni in tobačni industriji se je zelo jasno pokazalo, kdo so njihova glavna ciljna skupina. To so otroci in mladostniki. Ker vejo, logično iz znanstvenih raziskav, da prej, ko bodo nekoga dobili kot uporabnika, večja je verjetnost, da bo ta uporabnik se hitreje zasvojil in bil njihov potrošnik leta in leta in leta. Tako da ta ekonomska logika je tukaj zelo, zelo pomembna, ko mi sprejemamo neke ukrepe in spuščamo neko gospodarsko iniciativo na neko tako
spolsko področje. Ja, gospod Friškovec, morda vendarle tole, ne? Nekako velja vsaj nepisano pravilo, da je konoplja, marihuana vstopna droga. Zdaj, če bo nekako legalizirana tudi osebna raba, a se s tem povečuje tveganje, da če bo nekdo lahko konzumiral konopljo doma, da s tem vstopa v svet drog, drugih trših oblik? Ne, to se pravi, ta argument je bil eden glavnih argumentov pred 15-20 leti, ko se je v Združenih državah prvič začelo govoriti o tem, da bi se reguliralo rabo konoplje. Študije, ki so jih opravili, so pokazale, da je ravno obratno, da je konoplja običajno izstopna droga to se pravi uporabnikov, ki so na trdi droge, da se na koncu lažje izstopijo iz tega sveta, tako kot se recimo uporablja metadon za odvisnike od ostalih prepovedanih trdih drog, in da konoplja ni vstopna droga. Drugo, kar je, če mi posameznika, ki želi dostopati oziroma ki si želi uporabljati konopljo, mu damo možnost, da pride do izdelka drugje kot na črnem trgu, potem ne bo izpostavljen težavi, da mu prodajalec oziroma dealer, če mu lahko tako rečemo, na prepovedanem trgu ponudi še kaj drugega. Preprečili bomo, da bi ta izdelek, ki ga kupi, imel primesi morda kakšnih drugih drog, ki lahko vodijo v nastanek psihoz ali morda večje odvisnosti. Zagotovili mu bomo, da bo lahko kupil varni izdelek in da ga bo lahko kupil nekje, kjer mu ne bo ponujeni drugi izdelki. Bi se pa morda samo vrnil še na to glede črnega trga. Ja, se pravi, pomembno je, ko se dela regulacija legalne prodaje oziroma ureditve legalnega dostopa do konoplje, tudi cenovni vidik. Da mi ceno postavimo tako konkurenčno, da je ta konkurenčna ceni na črnem trgu. In če se naveže na to, kar je kolega rekel glede podjetij, ki strmijo k dobičku, ja, seveda, običajno je, da podjetja strmijo k dobičku, saj to je tisto konec koncev, kar poganja gospodarstvo, kar potem daje tudi prilive v proračun in iz teh prilivov se potem lahko več nameni za preventivno. In drugi vidik je pa pomemben, saj veste, ne mislite, da je pa organizirano kriminalno na črnem trgu pa kaj manj do ustvarjanja dobička kot neki gospodarski družbi, ki deluje na reguliranem trgu. Razlika v tem je samo, da vi temu podjetju lahko predpišete smernice, pravila, kaj lahko prodaja, kaj lahko da v svoj izdelek, da lahko to nadzirate in predvsem, da tako podjetje lahko zelo očitno kaznujete, če ta pravila krši. Medtem ko črni trg je pa veliko težje kaznovati. Tako da tudi to je po mojem mnenju en argument, zakaj je regulacija boljša. Ja, žal v teoriji to se lepo sliši, ne? Ampak imamo, mislim, tudi ogromno primerov multinacionalk, alkoholne industrije, ki dejansko skoraj poslujejo kot mafijske družbe. Ne? Če ste si mogoče prebral knjigo, ki obstaja v slovenskem jeziku Heineken v Afriki, na kakšen način Heineken posluje v Afriki, bom rekel, so določene metode zelo podobne metodam kriminalnih združb, ne? Od izkoriščanja, zlorab in tako naprej, skratka, prostitucije, bili so neposredno vpleteni v genocid v Ruandi. Skratka, če gremo zdaj gledati podrobnosti, po eni strani je regulirana industrija, po drugi strani plačuje davke, s tem, da je treba pri davkih vedeti to, da je tista škoda, ki potem nastane, zagotovo večkratnik tistega, kar pride v proračun. Pri alkoholu vemo, da je približno 3 do 4 krat več škode za javne finance zaradi posledic, kot je prilivov od davščin. Tako da so tukaj neprimerljive številke. Zdaj, podjetja seveda jih lahko do določene mere reguliraš. Imaš zakonodajo, ste omenil Kebrov zakon. Kebrov zakon industrija alkoholna in tudi gostinci praktično ne upoštevajo. Mi smo delali analize skritih kupcev, vrsto let že to delamo, v trgovinah, bencinskih servisih, gostinskih lokalih in odstotki uspešnosti prodaje strani otrok in mladoletnikov so zelo zaskrbljujoči. V gostinskih lokalih nismo prišli pod 90% uspešnosti. Skratka, to pomeni, da se dejansko zakona
industrija, ne ena, ne druga, se pravi ne gostinci, ne trgovci, ne dejansko firme, ki oglašujejo včasih mimo zakonskih določil, ne upoštevajo. In so tudi politično in gospodarsko tako močni subjekti v določenih državah, da so zlizani skupaj z oblastjo. Na Nizozemskem je Heineken praktično v vladi. Praktično povsod po svetu, kjer imajo sprejeme, veleposlaništva in tako naprej, je Heineken zraven, en od redkih gospodarskih subjektov Nizozemske, ki je vedno prisoten v nekih diskusijah in gospodarskih izmenjavah. Tako da, bom rekel, kar se industrije tiče, in zakonodaje in regulative, moramo biti zelo previdni, ker na področju 2 reguliranih drog se industrija ravno ni zgledna, se ravno ne drži regulative. Gospod Friškovec, če lahko samo toliko pač odgovorim, se strinjam z vami, da tudi regulacija ne deluje vedno tako, kot bom rekel, mi imamo zelo jasno, imamo kazenski zakonik, imamo cel kup drugih zakonov, ki urejajo, pa ljudje vseeno kdaj kršimo predpise. Jaz vem, da jaz morda kdaj tudi prekoračim predpisano hitrost, pa verjetno je tudi kdo od nas že kdaj dobil kakšno globo s strani policije, tako da ja, seveda pač zadeve za regulacijo, bom rekel, družbe kot take ne moreš nikoli v celoti urediti. Kaj lahko narediš je, da jaz si upam trditi, da vi ste rekel, da ste bili tudi do 90% uspešni pri teh skritih kupcih v gostilni. Kaj vam pa lahko zagotovim, da bi bili na črnem trgu pa 100% uspešni pri temu, če bi želeli kupiti neko prepovedano drogo ali alkohol. Tako da smo tukaj 10% ne boš. Pa druga stvar, kar je, da je konec koncev tudi pozitivni učinki na proračun in zakaj bi lahko taka sredstva uporabljali za to, kar vi že skozi pravite, in tukaj se z vami absolutno strinjam, za preventivo in za izobraževanje. In tukaj mislim, da je ljudi, kot ste vi iz vaše stroke, da ste premalo upoštevani pri sprejemanju take zakonodaje, predvsem, da bi se vas vprašali, kje so tiste izboljšave, kje bi se lahko naredili, kje se lahko, pa ne samo mlade, tudi starejše, ozavesti o nevarnostih, to se pravi tako v pozitivnih kot o negativnih učinkih zlorabe prepovedanih drog in predvsem, da bi se namenjali sredstva za to. Jaz vem, da so že zdaj sredstva bi bila za to dostopna, vendar jih bi bilo treba nameniti več. In recimo Nemčija se je zadeve lotila na to, oni so gradili svojo spremembo zakonodaje na 2 ključnih stebrih. Eno je bilo povečanje oziroma izboljšanje javnega zdravstva in drugo je zaščita mladostnikov. In to skozi preventivo, skozi pobrana sredstva, da bodo izobraževali mlade, ker jaz mislim, da to, kar vi počnete, je edini način, da bomo tako mlade kot družbo ozavestili o negativnih učinkih. Kratka replika, ampak res kratka. Ni edini način, najbolj učinkovit način je zakonodaja. Strožja zakonodaja na tem področju, ki v veliki meri prepreči strožje praktično ne gre. Večjo dostopnost. Očitno na tobaku in na alkoholu so največji uspehi v državah tam, kjer imajo strožjo zakonodajo. Tudi Slovenija je ena od najbolj zglednih držav, kar se tiče tobačne politike in taka regulativa pač naredi svoje. Omenil bi vlaganje v preventivo. Logično bi bilo, da bi katerikoli pobudnik referendumov ali pa zakonskih ukrepov na tem področju najprej vprašal nas. Ampak ne, pri razpravi o referendumu so celotno stroko izločili. Še celo lastno ministrstvo za zdravje niso povabili k razpravi na odboru za zdravstvo. Se pravi, je zelo očitno, da jih ta vidik javnega zdravja in preventive ne zanima. Tudi v Nemčiji, jaz imam zelo dobre kontakte z mojimi nemškimi kolegi, tudi ljudmi, ki delajo na ministrstvu, pokrivajo področje drog. Oni so zelo, bom rekel, njihovi odzivi so zelo obupani. Ker se nihče z njimi ne pogovarja, kako bi pa mi zdaj na drugo stran postavili več investicij, da bi investirali. Mogoče to neka politična floskula, da je treba mlade zaščititi, zato da upravičijo te svoje ukrepe pred javnostjo in da si ne naredijo škode na naslednjih volitvah. Ampak dejstvo je, da Nemčija nima trenutno nobenega namena povečevati sredstva na področju preventive. Dobro, zdaj pa, ker smo že skoraj pri koncu daje, se dotaknimo vendarle še vprašanja, a je konoplja kot potencialno zdravilo v medicini na eni strani stigmatizirana in na drugi strani, da se ji v splošni javnosti, kar ne nazadnje kaže tudi ti 2 referendumski vprašanji, vendarle nekako
da se ji daje preveliko vrednost kot naravno zdravilo, kajti tudi zdravniki vendarle opozarjajo, da bolniki pogosto napačno razumejo, da gre za zdravila v medicinski rabi, ne pa zgolj za zdravljenje čisto določenih simptomov in da lahko zdravljenje s konopljo v nekaterih primerih bolezenska stanja celo poslabša. Ja, zdaj, jaz se strinjam, morda je treba ločiti tudi na začetku med medicinsko konopljo pa zdravili na podlagi kanabinoidov oziroma na podlagi izvlečkov iz tega. In v Evropski uniji sta v glavnem urejen trenutno ta drugi del, to se pravi zdravil na podlagi kanabinoidov. Karkoli se predpiše, ali so to sintetični kanabinoidi ali karkoli drugega, je kot zdravilo. Ali pač kot zdravilo z dovoljenjem za proizvodnjo ali za uvoz, ali pa kot magistralno zdravilo. Pa zdravniki lahko tudi vršičke predpišejo, ne, v nekaterih primerih. V nekaterih državah, ampak je tudi to, recimo tudi v Nemčiji, kjer že dolgo časa vam lahko predpišejo vršičke, to dobite v lekarni kot magistralno zdravilo. To se pravi, zdravnik vam predpiše recept, kjer je točno sestava oziroma razmerje THC in CBD-ja, potem dobite v lekarni, kjer iz te prave, bom rekel, sorte konoplje, vam farmacevt to nareže, zapakira in to je kot zdravilo. To je magistralno zdravilo, izdano na recept in seveda v celotni verigi proizvodnje tega so bili vsi standardi zahtevani, v katerih je sogovornik pregovoril. In določena je doza. In določena je doza. In to je seveda tudi, bom rekel, korak, ki je bil za Nemčijo zelo pomemben že pri prvem sprejemu medicinske konoplje, ki je že nekaj časa regulirana. Drugo, kar pa je glede zdravila, ja, jaz nisem zdravnik, vem, da recimo mi imamo cel kup nekih bolezenskih stanj, za katero v bistvu nimamo zdravila, recimo prehlad. Vem, to mi je enkrat nekdo povedal, nek zdravnik, za prehlad, navaden prehlad mi nimamo zdravila, imamo izdelke, ki lajšajo simptome, vendar nekaj, kar bi vi vzel in bi prehlad šel, tega nimamo. Tako da, in se pa strinjam, da je verjetno pogosto med ljudmi neka predstava, da je lahko veliko izdelkov iz konoplje ali pa konoplje, recimo, da zdravi rak ali karkoli, verjetno kot tako ne. Kaj pa je? To sem pa recimo, smo pa zvedeli na temu simpoziju, ki je bil v Državnem svetu pred nekaj meseci, da so pa zelo dobri rezultati na zdravljenju, recimo ravno glioblastome, to se pravi rakavih celic, ki so se dejansko zmanjšale ko so bile izpostavljene tem kanabinoidom. Tako da potencial je ogromen in ravno zato jaz pravim, treba bi bilo omogočiti raziskave, da bi se uporabljali. Videli smo recimo za epilepsijo pri otrocih, vidimo pri zdravljenju multiple skleroze, da pomaga pri simptomih, recimo pri večanju apetita pri ljudeh, ki so recimo zaradi HIV-a ali zaradi drugih težav, rakavi bolniki. Tako da ogromno enih aplikacij je, kjer konoplja kot medicinski izdelek pomaga oziroma izvlečki iz konoplje, kanabinoidi, ki učinkujejo na endokanabidni sistem, ki ga ima vsak od nas v sebi. In ravno zato mislim, da bi bilo potrebno več raziskav, mogoče tudi izobraževanja zdravnikov. Recimo tudi medicinske fakultete v Sloveniji so začele korake s tem, da bi že študentom tekom študija vključili v kurikulum izobraževanja temu, ker mislim, da je to ogromen potencial in v večini tujih držav so že to ugotovili. Ampak še tole moramo povedati, ne? Pa vendarle je dostopnost pripravkov iz konoplje za medicinske namene v Sloveniji nekako formalno široka, v praksi je omejena, ker znanstveni dokazi očitno ne podpirajo širše uporabe in navajam citat doktorja Uroša Rota v pogovoru za spletni portal N1, jemanje kanabinoidov v medicini je izrazito ozko in navdušenje nad njimi v javnosti ni na mestu, saj se preveč poudarjajo ugodni učinki, veliko manj pa se govori o stranskih učinkih. Ja, zato pa je, se pravi, v svetu en seznam teh terapevtskih potencialov konoplje, bom rekel, relativno ozek. Tak je podprt, zelo podprt znanstveno. Nekaj smo jih že omenili, od epilepsije, multiple skleroze, pri demence, povečevanju apetita pri rakavih bolnikih in tako naprej, tudi pri očesni bolezni glavkoma, kjer se pritisk v očesu zmanjša in tako naprej. Se teh bolezenskih znakov oziroma situacij ni tako zelo velik, da bi bila zdaj pa splošno uporabna za vse živo. Mene bolj žalosti po eni strani, da skupine zagovornikov
legalizacije konoplje za osebno rabo, za psihoaktivno rabo, zelo pogosto zlorabljajo medicinski in terapevtski potencial konoplje za neke svoje agende. Zato, da bi v bistvu preko tega medicinskega potenciala in industrijskega potenciala konoplje prišli do političnih rešitev, ki bi bile njim naklonjene, da bi v bistvu konopljo legalizirali tudi za osebno rabo oziroma psihoaktivno rabo. To mene bolj žalosti, da se konoplja kot taka, vse tri te njene potencijale meče v isti koš in ne razpravlja o njih ločeno. Tudi zdaj ta referendum je prinesel eno zmedo, kjer se pogovarjamo praktično spet v enem in istem kontekstu o vseh treh uporabnostih konoplje in se mešajo jabolke in hruške in slive in lubenice in vse skupaj. In je to ena velika zmeda nastala. Mi smo že pred leti apelirali na Ministrstvo za zdravje, da dokončno in kar se da kvalitetno uredi področje medicinske rabe konoplje, da tukaj ne bo dvoma in nadaljnjih debat in mešanja megle. Ker ko danes poslušate zagovornike legalizacije, na kateri celo zelo jasno z nekimi izkušnjami govorijo, da sami izdelujejo pripravke, da sami hodijo okrog po Sloveniji, zdravijo ljudi, da se jih ozdravilo od raka. Skratka, veliko teh spornih zadev se pojavlja v teh diskusijah in bi bilo zelo fajno, da bi res medicinska stroka prevzela pobudo in šla v to smer tudi z vidika raziskav in vlaganja v raziskave in da bi to točko dal z dnevnega reda zagovornikov legalizacije za rekreativno rabo. Zdaj, gospod Friškovec, pojavlja se vprašanje, a bo ta referendum, to referendumsko vprašanje na volišče pritegnilo tiste, ki si želijo širše dostopnosti konoplje za samozdravljenje. Samozdravljenje pa vemo, da je lahko z vidika zdravja zelo problematično, lahko vodi tudi v samouničenje. Zdaj, jaz težko ugibam, zakaj se bo kdo odločil priti na referendum oziroma na evropske volitve in potem te pridružene referendume. Bojim se, da so se vsa tri oziroma pravzaprav vsa štiri ali celo pet, koliko jih je zdaj referendumskih vprašanj, da so se zlorabila v politične namene nekoliko tako iz ene kot iz druge strani. Pomembno se mi pa zdi, da bi ljudje vseeno se referenduma udeležili, oziroma vseh referendumov udeležili, vključno z evropskimi volitvami, zavedati se pa moramo ene stvari. To so tako imenovani posvetovalni referendumi. To se pravi, posvetovalni referendumi po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi orodje države, poenostavljeno povedano, da vpraša ljudi, kaj pa vi mislite. To se pravi, rezultati referenduma v nobenem pogledu za zakonodajalca, za državni zbor niso zavezujoči. Se pravi, če je nek odgovor na referendumu pozitiven ali negativen, to zakonodajalca v ničemer ne zavezuje. Podmladek Gibanja Svobode je zelo jasen v komunikaciji z javnostjo, da pač nekako legalizacija konoplje v medicinske namene, pa tudi v osebno rabo nekako vodi na koncu, njihovo končno dejanje bi bila legalizacija v rekreativno uporabo. Zapravim, to je morda vprašanje, ki bi ga mogli na njih nasloviti. No, moje mnenje je tako, kot sem povedal že na začetku, da se mi zdi pomembno, da bi se oba vidika uredila, seveda ločeno. Tako kot Nemčija in v bistvu vse države imajo ločeno urejeno področje medicinske konoplje in področje uporabe konoplje za osebno rabo, rekreativno rabo, kakorkoli želimo temu pač reči, o dveh ločenih zakonih, ker so seveda standardi, po katerih morata biti te dve vprašanji urejeni, različni. Še enkrat se mi pa zdi pomembno, da se uredi oboje, ker mislim, da je v vsakem primeru ureditev boljša kot to, kar imamo zdaj, kjer je, bom rekel, zadeva povsem neurejena. Ja, v ZDA je bilo zelo jasno, da je razprava o medicinski konoplji bila dejansko vstopna točka za nadaljne korake v smeri legalizacije in komercializacije. To je bilo zelo jasno. Tudi industrija je zadaj zelo močna. Če pogledamo eno od največjih podjetij, multinacionalka
Altria, ki ima pod svojim okriljem tudi blagovno znamko Philip Morris, ne, se pravi, zelo veliko vlaga v tobačno industrijo in tudi imajo zelo velik delež v podjetju Jul, ki proizvaja vaporske naprave, se je vpletla tudi v industrijo konoplje. Skratka, industrija je tukaj, ima zelo velike interese. Tudi v Nemčiji, tudi na Nizozemskem, ne nazadnje tudi v Sloveniji so podjetja, ki so zainteresirane za to, da se tržišče odpre, da mogoče pride do nekega domino efekta v Evropi, da se celotno evropsko tržišče odpre za podjetja, ki so zainteresirana za prodajo konoplje širše, ne zgolj za medicinske namene. Tukaj se zelo malo proda, zelo malo konoplje predela za medicinske namene in podjetja so predvsem zainteresirana, da pride do splošne legalizacije in komercializacije te droge, zato da bi enostavno povečala profite. Če lahko samo to dodam, ravno to se mi zdi zelo pomemben vidik. Recimo v Združenih državah se zdaj močno povečuje uporaba tako imenovane surove konoplje. Se pravi, enostavno natrgajo ljudje liste, jih skozi sokovnik spustijo in potem ta sok, ki je tak sicer zelo kiselkast, zmešajo s pomarančnim sokom in to uživajo. Ker so izsledki kaže, da so, rekel, pozitivni učinki neprimerno boljši, kot če se zadeva segreva. In ravno to je, in to lahko ljudje delajo sami. To se pravi, tukaj se onemogoči industriji, farmacevtski industriji, ki po moji oceni že tako zavira širšo uporabo konoplje v medicinske namene, ker je seveda stroškovno to za njih slabše, oziroma z vidika dobičkov, kot ste jih vi omenjal. In če bi se zato omogočili ljudem, da se doma in vsak lahko natrga zadevo, si stisne sok, potem to uporablja, bi na ta način tudi to industrijo, ki... Gospod Friškovec, vi ste bil govorec na tisti mednarodni konferenci o uporabi konoplje na Bledu, kot ste dejali. Tam so bili podjetniki iz vsega sveta. Prej nekako je gospod en sogovornik razlagal o tem, da pač je medicinska uporaba konoplje bila vstopna točka za popolno legalizacijo v vseh smereh. Kaj zanima podjetnike na takšnih tiskovnih konferencah? Kakšna uporaba konoplje? O čem ste pravzaprav tam govorili? Nam lahko še to na kratko pojasnite? Tam pravite, so bili gospodje, podjetniki, biznismeni. S čim bi biznisirali? To se pravi, bili ste sicer to dve konferenci. Ena je bila lanskega septembra na Bledu in bo tudi letos 13. septembra na Bledu in ta v Sloveniji je usmerjena v tako imenovan science and innovation, to se pravi v znanstveni vidik in inovacijske. In tukaj so bili povabljeni zdravniki, znanstveniki iz celega sveta, ki se ukvarjajo z raziskavo na konoplji. Se pravi, aplikacije od medicinske, industrijske in tako naprej. In se v bistvu nihče se ne pogovarja o rekreativni rabi konoplje, ker je, bom rekel, je to nek čist drug vidik. To je bil posebno znanstveni vidik. Taki je bila pa v Berlinu, ta je v bistvu ena največjih na svetu. Tukaj pa, tako kot ste rekel, to je pa poslovno, to so podjetja, ki se ukvarjajo z pakiranjem izdelkov, z ekstrakcijo CBD-ja, THC-ja, v medicinskem meni, ampak imajo recimo prodajo stroje, ki jih potem laboratoriji uporabljajo, ki prodajo lučke, o katerih je kolega govoril, ki so potem v teh laboratorijih svetu. Se pravi, to je povsem poslovna zadeva podjetja, ki se ukvarjajo z proizvodnjo oziroma rekel, aparatur, strojev za gojenje, za pridelavo konoplje, za ekstrakcijo. Tako da je zanimiva zadeva za videti. No, jaz moram reči, ko sem bil prvič, ko sem se odeležil, me je ravno to presenetilo, no, tudi jaz sem morda pričakoval nekako drugačno publiko tam, ampak to je povsem poslovno ljudje v oblekah z kravatami, ki to gledajo enostavno kot nek posel in neko razvoj naprej. Ampak vsak posel želi privabiti čim več strank, ne? Ja, absolutno. In tako, kot sem prej omenil, alkoholna in tobačna industrija, za njih je znano, da stranke predvsem iščejo med otroki in mladostniki, da jih čim prej dobijo, ker jim starejši umirajo zaradi raznih bolezni in želijo nadomestiti, če želijo ohraniti nivo profita oziroma povečati profit, morajo iskati nove in nove stranke pri otrocih in mladostnikih. In to isto bo industrija konoplje počela. In zdaj debatiramo že 1 uro in smo prišli do konca tega podcasta. Kar smo se strinjali je, da za medicinsko uporabo je potrebno nekako zakonodajo še doreči, kar se tiče konoplje. Smo pa na
precej različnih bregovih v slovenski družbi, kaj narediti v zvezi s konopljo glede osebne rabe. Torej, če smo nekaj danes povedali, pa pridemo do zaključka, da bo potrebno opraviti očitno v prihodnje še neko širšo razpravo, preden se karkoli uzakoni, gospod Friškovec. Sigurno, to se pravi, jaz mislim, da si je vlada želela z temi referendumskimi vprašanji nekako zagotoviti mandat ljudi, da si želijo sprememb po tej smeri. To je nekako tisto, čemur ne bi bil posvetovalni referendum namenjen. Absolutno pa menim, da je pred sprejemom kakršnekoli zakonodajne podlage za to, ali za medicinsko, ali za, omejeno osebno rabo, potreben nek širši diskurs, kjer mora biti vpleteni noter strokovnjaki, z pravnega področja, medicinskega, biologije, javnega zdravja oziroma preventive, neka širša razprava, na podlagi katere bi se potem lahko sprejela neka ustrezna zakonodaja, pogledati morda tudi druge države, predvsem znotraj Evropske unije, ki so že naredile korake na tem področju, se od njih kaj naučiti, seveda pač pogledati, kje so morda pomanjkljivosti njihove ureditve in potem na podlagi tega sprejeti neko ureditev. Moram pa reči, da morda, kje ima Slovenija tukaj možnost, je predvsem na področju raziskav, ker te v celem svetu so še dokaj na nizki točki in tukaj ima Slovenija možnost, da bi z nekim raziskovalnim središčem za konoplje, ker imamo, moram še enkrat povedati, v Sloveniji vrhunske znanstvenike, ki se ukvarjajo z raziskavami na konoplji na vseh področjih, da bi tukaj potem Slovenija nastala neko tudi vodilo za naprej na področju raziskav. Gospod Košir. Ja, veste, neko zaupanje se gradi od začetka, kakšen odnos politika vzpostavi z stroko. In mi imamo zelo nizko stopnjo zaupanja, kaj se bo v bodoče zgodilo v primeru, če bo to oba referenduma na temo konoplje oziroma obe vprašanji potrjeni, ker že v postopku priprav vprašanj in referendumov ni bilo strokovne razprave. Ni jasno, kaj si vlada dejansko želi. In ljudje se težko odločajo, če ne vejo, o čem odločajo. In v primeru teh dveh vprašanj ljudje dejansko ne vejo, o čem odločajo. Ne poznajo tematike in vlada se ni izjasnila, kaj z določenim vprašanjem želi oziroma pričakuje od volivcev, da se bojo odločili. In zdaj, če imaš nejasno vprašanje oziroma veliko megle okrog obeh vprašanj, potem, glede na rezultat referenduma, lahko vlada karkoli odloči in reče, bomo mi to speljali, bomo zdaj to legalizirali, bomo zdaj mi dali za osebno rabo, povabili firme zraven in bojo rekli, ja, saj so ljudje na referendumu odločili, da so za osebno rabo in tako naprej. Tako da tukaj je zelo veliko dvoma in tudi ne pričakujemo, da nas bodo v primeru uspeha za njih, z njihove strani uspeha referenduma, kakorkoli povabili v razpravo, ker nas že v prvi fazi priprav na referendum niso povabili. Oziroma so še celo lastno ministrstvo za zdravje izločili iz posvetovanj. Ja, verjamem pa, da bomo vsaj mi, novinarji, še precej o tem debatirali in vabili tako zanimive sogovornike v studio, kot sta bila vidva danes. Hvala za udeležbo v nocojšnjem podcastu. Hvala za povabilo. Ja, vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Verjamem pa, da smo se marsikaj novega danes vendarle naučili in kaj izvedeli, preden gremo na ta dva posvetovalna referenduma, seveda 9. junija, ko bodo tudi volitve v Evropski parlament. Lep pozdrav in nasvidenje.